Živijo, s tabo sva Lara in Monika in dobrodošli v novi epizodi serije Dileme iz spalnice. Spet so dobili kar nekaj zanimivih vprašanj, tako da dajmo kar začeti. Mene ful zanima, kdo je prvi človek, ki je rekel, dajva probati seks pod tušem, ker to je bil za naju res en challenge. Imate mogoče kakšen nasvet za seks pod tušem? Okay. Jaz lahko iz lastnih izkušenj povem, da seks pod tušem je res tako kar challenge, sploh če sta višinsko dosti različna. Tako da ja, to je kar, moraš biti v dobri fizični kondiciji, mogoče bi bil to že ta prvi nasvet, malo nabildati mišice in moč. Drugače pa ja, se mi zdi, da je ta seks pod tušem ful tak overrated v smislu, v filmih to zgleda vse ful hot in unapara in telesa se drgne in tako, ampak ko se pa zares to spraviš, pa niti nimaš se kam oprijeti, ne vem, primer je partner precej višji od mene, se mora ful znižati, jaz sem na prstih, pa mislim, vse je dobro, ne, se ni za nič, vse je dobro, ampak tako se mi zdi, da je res dejansko kar challenge vse skupaj, tako da ne vem, moj nasvet bi bil, da se pač kondicijsko in pripraviš in delaš na svoji moči, da bi pa tako, pa lubrikant, ker voda itak pač malo odplakne vse, a ne, in je težji pa mogoče pač kakšen silikonski lubrikant, da se ne spere z vodo. To bi bil moj nasvet za to dvoje. Ja, v bistvu to so tako edina dva nasveta, ki lahko daš po neke vrste, ker ja, kakor si rekla, ful je overrated ta seks pod tušem, tudi meni se tako zdi. Pač v realnosti ponavadi ni tako, kar... Se mi zdi, da je lahko ful dobra predigra, tako da se, ne vem, namilta, pa se pol drgneta, ne tako, ko imaš tist, ne vem, body to body play z unimi raznimi olji ali pa kaj, ampak tako, prav sam seks, se ne da ni dober, sam pač ful bolj se moraš pomatrati, ful manj je nekih udobnih položajev, tako da mogoče pod tušem sam predigral, pa pol nadaljevati kaj druge. Kabana je pa ful drugače. Sploh če je nakotna, ko se lahko sedeš na rob, pa gremo. Mogoče lahko to probata. Kupte bano. Kupte bano. To je najin nasvet. Ne, drugače ja, pač ful je overrated, pač ni zdaj v realnosti vse tuk, ne vem kaj je super, wow, in sploh, kaj pač to dejansko probaš. Zdaj ja, fizična kondicija in tak pa silikonski lubrikant. Silikonski lubrikant, da bo lažje šlo not. Drugače pa ja, ali pa ne vem, tako kot sem rekla, pa sam predigro, ali pa kakšna oralen seks, ne, pod tušem zna biti tudi luštan, pa tako, ampak da bi pa tle rekla, pa mogoče pogrunti takir položaj, vam je sploh udoben, koliko sta z višino razlike, a ne. Ja, ampak ja. Ok. Naslednje vprašanje. Ali je stimulacija prostate res tako dobra izkušnja, kot jo nekateri opisujejo? Kako naj začnem s tem, če sem še začetnik? A so to imela nekaj že v zadnji epizodi, se mi zdi glede tega? Zdaj za začetnike. Ja, že kar doskrat. Ful sprašujete o tem, ful vas zanima. Drugače pa ja, naj bi bila pač dejansko pač ful dobra stimulacija prostate, da naj bi dejansko res bilo ful dobro. Večina jih tako opisuje, no? Drugače pa ja, za začetnike, mogoče je pač najprej s prstom začeti, lubrikant obvezno, pol če bi igračke kakšne res manjše, mogoče ja, recimo set čepov, recimo, da lahko tudi probate različne velikosti. To, a sem še kaj pozabila? Ja, lahko se umijaš, ne, če ti je bolj udobno. Ali pa recimo tašne stvari, tle pa lahko dobro sprobati pod tušama, ne, mogoče si bolj sproščen, sploh tisti, ki ste malo bolj tako, da vas je strah, da bo kaj umazan, pa to tam lahko tako vse spereš stran, tako da mogoče še to vključimo to. Mene zanima, zakaj toliko ljudi uporablja lubrikant, tudi če nimajo težav. A je res tako velika razlika v občutku? Drugače je kar razlika v občutku, a ne, ker pač načeloma, če dava zdaj igračke na stran, tam itak rabiš, ampak tudi, ne vem, penis ni lih mokar sam po sebi, razen če ga prej pač ne tako s kakšnim moralnim seksom ne navlažiš. Dosti ljudi tudi, ko uporablja lubrikant, šele pol, ko začnejo uporabljati lubrikant, vidijo, koliko je res razlika, zato ker res zmanjša trenje, vstop v nožnico je ful lažji s tem, a ne, in tudi ni tle sam fora, da uporabljaš, če imaš težave, ampak res zmanjša pač to trenje, zmanjša možnost teh mikropoškodb, pa to se ne, da se to ful dogaja, ali pa kaj, ali pa se, ne vem, ne bom nič skoraj rekla, ampak šele pol, ko ga probaš, vidiš, da je res razlika, no.
sploh pa pri kakšnem analnem seksu, tam pa sploh ni ono, da bi rekel, da uporabljam ga, ker imam težavo, ampak pač anus se ne vlaži, penis se ne vlaži in pač ne gre drugače, kot pa da uporabiš lubrikantom, je pač res nujen. Ja, ker veliko ljudi misli, da pač lubrikant zdaj rabiš nujno sam, če imaš res neke težave, da res ni tega vlaženja ali pa karkoli. Ampak ne, lubrikant je dejansko pač kot neka dodatek, upgrade. Ja. Tako da dejansko je razlika. Ja. To, da tudi tiste, ki nimate, oziroma tiste, ki nimate mogoče težav z pač tem naravnim vlaženjem ali pa kakorkoli, probite, če še niste, pa boste pač res videli, da je občutna razlika, sploh pri tem prvem vstopom noter. Tak, ne vem, meni je cool pač. Ja, enako, tako da. To je to. Ok. Mene ful zanima, kakšna je dejansko razlika med vsemi izdelki za povečanje penisa. Ko začneš gledati pumpe, ekstenderje, obročke, gele, hitro ugotoviš, da ima vsak malo drugačen namen in efekt, pa me zanima, kaj je dejansko najbolj uporabno za kaj. Po mojem najboljše, da greva kar po vrsti. Pumpice za penis, pač obstaja ful različnih pumpic za penis. Ene so namenjene temu, pač da ko so take bolj enostavne, se pravi, da imajo, da daš sam gor, pač paziš, da pravilno namestiš, napumpaš, v bistvu pač se naredi ta vakuum, ne. Take pumpice bi jaz bolj priporočala tako dejansko pred seksom ali pa med seksom za malo igrati se. Če pa res hočeš delati na tem, aktivno delati na tem, da na povečavi penisa, ne, so pa pač pumpice Batmate, ne. Sam tam oziroma kakorkoli se spravaš s pumpicam, da bi si povečal penis, to je pač tako kot trening, kad treniraš mišice, ne vem. Moraš res redno izvajati, toliko pa toliko časa na dan, fajn je, da si meraš, zapisuješ in tako kot navaden trening, pač, kad dobiš program, delaš to, napreduješ, a ne, in tudi veš, pač, če nehaš, gre zadeva pač nazaj in tako. Tako da to je to, kar je pumpic, ne? Ja. Pač na ta način, ekstenderji, se pravi podaljški za penis, to obstaja tudi več različnih, a ne, bolj je razlika mogoče v tem, kako si jih namestiš, se pravi, eni imajo še za moda gor, da ti to še tam malo bolj drži, pa mogoče enim paše ta občutek, to je za med samo penetracijo, ne, da pač takrat. Enim to odgovarja, enim to ne odgovarja. Imela sem tudi že, ko sem nadomeščala v trgovini, da je prišel en starejši par, pa on je imel malo težave pač z erekcijo, tako da sta si s tem pomagala. Tudi na ta način, ne, da je potem on nosil ta podaljšek, da je pač dol v ta tulc. Eni tulci so narejeni tako, da sam doda širino, eni tudi dolžino, ene se lahko odreže na mero, tako da tudi le ful ene izbire, tudi pri materialih. Kaj smo imeli še? Obročki. Obročke lahko pa ti poveš, zakaj so dobri. Ja, obročki so pa v bistvu fajn za to, da v bistvu naredijo bolj tako dolgotrajno tršo erekcijo, pa za dodatno stimulacijo. Tako da obročki zdaj zaprav povečanje neke vrste niso, ne? Ne, bolj ne. Pač to sam bolj zadrži kri v penisu, ne? Tako da mogoče je lahko zaradi tega malo bolj na breku ali pa kaj. Ja, neki tam. Ampak tako. Zdaj drugače geli, pa te kreme, pa karkoli še tega, je pa odvisno, pač zdaj imaš nekatere, ki pač recimo, če jih zdaj izredno uporabo, pač da dejansko je podobno, kot recimo, ne zdaj jih isto, ampak pač na podoben način, kot pumpice, da pač če redno pač uporabljaš, da pač je neka razlika. Imaš pa potem tudi take, ki recimo imaš pa samo pred odnosom, ne? Ki pa pač takrat kratkotrajno pač naredijo neko povečanje. Ja, za te vaje, ko se že imenuje jelking, je prav pač tehnika, kjer je titangela, ne? Titangel pa je uporabil titangela, pač tam se priporoča, da se dela ta gib, ko v bistvu tako razteguješ na nek način. Pol tle ni omenil, ampak obstaja tudi ena taka, ekstender za penis, ali pa zgleda, kaj je ena kletka, oziroma kaj je natezovalnik za penis. Tis tudi, kaj je bil male edge? Se mi zdi? Ja, tudi tistega se poslužuje. Mislim pa tako, načeloma so reviewji tistega kar dobri, no. Tako da, ampak, če bi se jaz to spravila delati, bi pa definitivno zberala pumpico Batmate, pa redno delala. Vaje pač s to pumpico, tako kot je priporočen, ker te so pač res samo dražje, ampak so full fine, ker imaš tudi različne mere in tako res si lahko prilagodiš celotno izkušnjo. V glavnem vredno denarja. Drugače pa ja, zadnjič sem dobila eno vprašanje, se mi zdi, kaj je en spraševal,
Sicer ne za pumpico, ampak pač za gel. Ja. Zdaj, a so rezultati trajanja, to pol ostane. Ne, pač moraš redno izvajati. To pač jih tudi pri pumpicah in pri gelu, recimo, pač prvo samo temu. Tako da ja, to je to še. Tako. Enkrat sem med seksom dobila občutek, kot da me tišči lulat in sem totalno panično vse ustavila. Potem sem kasneje brala, da je lahko to povezano s squirtingom in zdaj sploh ne vem več, kaj je kaj, ali je z mano kaj narobe. Ok, pač tle, ja, lahko da te prime lulat, to in to ni nič tazga, ampak kar se pa squirtinga tiče, je pa lih to je, ne? Tudi tle je lahko občutek, da te lulat in imaš v bistvu potem ko se squirting dejansko zgodi, občutek tega sprostitve pritiska. Ne? Tako da lahko je šlo za eno ali pa drugo. Ja, pač ne moreš nekako vedeti. Ja, to je pač, meni se zdi, da tle moraš sam začeti malo bolj prepoznavati potrebe svojega telesa, ali kako bi rekla. Ali pa recimo, če se ti še kdaj to zgodi, da pač greš probat na WC, pa greš lulat, pa pol vidiš, a ne? To je po mojem najboljši na svet. Zato, ker tudi sam občutek squirtinga ni, pač veliko žensk misli, da squirting je pač orgazem, pa ni. Ne? V bistvu je sam pač neka taka fajn sprostitev. Ali je z mano kaj narobe? Ne, nič ni narobe. Ne. Pač dejansko med seksom te lahko tudi prime lulat, zato ker se tudi drgne, a ne pač čist v sta del in lahko te pač prime lulat. To ni nič tazga. Sploh je pa priporočljivo po spolnih odnosih lulat, da če se kakršnekoli bakterije, da pač to lepo se vse odplakne ven. Ja. Pa to ne pomeni, da tako ne morate dobiti spolno prenosljive bolezni, da me ne bo kdo vlekel za besedo. Zdaj govorimo o teh pač raznih umazanicah in tako. No. Mene zanima, če imajo še drugi občutek, da je okoli analnega seksa ful preveč pritiska zaradi pornografije. Ravno na svet je tudi, kako začeti z analnim seksom, če še nimam nobenih izkušenj. To smo že prej imeli, najprej sprobati s prstom, lubrikant seveda je tako obvezno in vse to, kakor smo že prej rekla stvari. Drugače pa mene zanima, če imajo še drugi občutek, da je okoli tega ful preveč pritiska. Ja, itak da imajo, pač vse je ful. Vse se meni to zdi, da pač res ta pornografija res dela pač tak občutek pritiska, da mora biti zdaj analen seks ne vem kaj, da mora biti ful dober, pa da ne vem kaj vse lahko daš noter. Pač ni zdaj to v realnosti. Vesolske. Tako, no. Ne, pač jaz mislim, da je tle ful pritiska tudi, da, oziroma niti ne pritiska, ampak napačno prepričanje, da tip pride in ga da noter in to je to. Ja, to je. Pač sploh ni, ne. Pač sploh, če si šele začel s tem, pač igralci se prej pripravljajo, nosijo čepe not preden grejo v to, večkrat to počnejo in tako, ne. Kar se tiče pa samega analnega seksa, tudi to, ne, da zdaj to neki ful divjega in tako pač ni nujen. Analen seks je lahko tudi čisto zelo romantičen. Če ga izvajaš na tak način, še zmeraj je to bližina partnerja, še zmeraj je to pač nek intimen stik in ne rabiti neki tako. Kako začeti pa ja, tako, kot si rekla, če ti je spet, če želiš, se lahko preumijaš, če se počutiš, da to rabiš, lahko si zraven prštimaš kakšne stvari, kakšne robčke, brisačko in tako, nujno uporabiti lubrikant fajn je začeti prej s prstom, mogoče še kakšna druga stimulacija zraven, da se bolj sprostiš, kakšen, to tudi, ja. Ne vem, kakšen bulet pač na klitorisku, karkoli, ali pa ne vem, oralen seks, pa če ti polon zraven še, ne vem, malo smukne tja, ne, nalubriciran. Tudi lahko, ja. Ampak tako, ja, s prstom pa itak. Pa ful je fajn, če mogoče samo prej probaš. Mogoče ti ne bo lih tako užitek, kot če ti nekdo drug to dela, zato ka pač tako, ka sam sebe ne žgečkaš, ne. Ampak samo to, da malo raziščeš, kakšen je občutek sploh imeti neki notoriti. Zakaj je ljudem privlačen seks na javnih mestih? Jaz si kaj takega nikoli ne bi upala probati. A zakaj mi je privlačen? Ja, v bistvu niti ni toliko samo mesto, kakor je ponavadi ljudem privlačen, vzburja jih občutek, da jih lahko kdo dobi, ali pa občutek prepovedanega. Ker pač vse te stvari, ki so tako, to je pa prepovedano, ne, pač ti našopajo adrenalin. A ne? In v bistvu je to tisto, kar te nekako vzburja, da te lahko kdo vidi. Dosti ljudi bi se dejansko pol tudi ustrašili, če jih kdo dejansko vidi. Tudi to je debata zase, ne, pač, ker vseeno, ki te vidi, ni dal soglasja, da gleda pač tam, ne, sploh, če so to kakšne bolj delikatne skupine ljudi. Ampak tako, ja, bolj jim je privlačno zato, ker je pač nekaj prepovedanega, ker je možnost, da te kdo zasači in tako, ne, tako da bolj iz tega vidika. Definitivno pa lahko bi rekla, da je enim tudi
vseeno všeč mesto, kjer seksa, ne vem, gost, travnik, ne pač. Recimo to tudi. Tudi tam te lahko vidi, tudi če je malo bolj taknilih, ne vem, neko parkirišče ali pa nekaj, ali pa ena ulica. Ampak tam pa je vseeno, mogoče malo bolj estetsko, sploh če si malo bolj tako za take nature stvari. Tako da to, kaj pa je bil drugi del vprašanja? Da ne bi upala si probati. Ja, pač če to ni za tebe, pač ne. Pač ni za tebe in to je to. Ja. Nič tazga. Mene pa zanima, kako veš, da igračka ni več primerna za uporabo. Doma imam kar nekaj igrač, ki so stare že več let in se bojim, da jih ne bi smela več uporabljati. Ja, jaz bi rekla, da takrat, ko ne moreš več te igračke recimo očistiti, pa ko je lepljiva recimo rata lahko, pa pač tako. Po temu recimo, da veš, da pa mogoče res ni več za uporabo, pa je, da je res fajn, da se pač... Ja, spravo pač, če zgleda, če čutiš, da ni nekih sprememb, pa tako jaz mislim, da v bistvu, ko primaš ti to v roke, oziroma ko jo, recimo, da jo operaš in tako, da jo lahko še operaš, ti zelo hitro pač s svojimi čuti vidiš pač neko, ali pa čutiš neko spremembo in pač tle, da bi sam tako, ja, stara je, pa je tam že v škatli, sploh ne vem, kako izgleda, stara je toliko pa toliko, da že kar vnaprej rečeš, da ni več dobro, pač ne bi na tak način. Malo je tudi odvisen, kako shranjuješ, kakšne materiali so različni, tako da ja, zmer na nekem temnem, suhem, ne pretoplem mestu, bolj hladnem. Tako da ja, jaz pač priporočam, da jo dejansko pogledaš, ampak če so kakršnekoli spremembe, tako kot si rekla, če je lepljiva, če je razbarvana, ali pa tudi, če je samo en del razbarvan. Ja, tako kot si rekla, enih se ne da več očistiti, zato so tudi kakšni materiali, recimo, če so že zelo stari, da ko jo pucaš, se prijemajo gor stvari in tako pač to itak rajne. Tako da pač vidiš in čutiš te spremembe. Ni pa zdaj nujno, če so igračke ful stare, da pač so vse zastranane. Ne, moraš prej pač res pogledati, če so kakršnekoli spremembe. No. Tako. A je seks med nosečnostjo dejansko varen? Ker imam občutek, da o tem vsi govorijo drugače. To boš pa ti povedala. Ker sem že bila nosečna. Sorry, jaz nisem bila in jaz nimam te izkušnje. V glavnem, drugače vem, kaj se je začel poznati trebuh, nisva seksala, ampak ne iz varnostnih razlogov, ampak s to, kar nobenemu ni bilo prijetno to. Mislim, ne da nisem imela libido, moj libido je bil odličen med nosečnostjo, ampak otrok je bil not, penis not, nobenemu ni bila pač neki ful privlačna ideja o tem, tako da pač nisva. Ampak ja, zdaj, če je nosečnost zdrava, če ni neke prepovedi strani ginekologinje, ginekologa, ne bi smel biti problem, ker otrok je lepo zaščiten not v maternici, prilagoditi kakšne položaje, če je karkoli neprijetno, pa če tak ne tega delata, ne. Ampak zdaj, če je zdrava nosečnost, če je good to go iz strani zdravnika, potem ni načeloma nič prepovedanega. Še vedno lahko. Ja, zdaj, če so bile že, ne vem, v zgodnji nosečnosti kakšne, ne vem, krvavitve ali pa takšne stvari, se je zmer dobro posvetovati. Če nisi zihar, vprašaš na pregledu, pač, a je vse okej, a imam zeleno luč za seks in to je to, ampak načeloma ni to, kar a priori prepovedano. Je pa res, se tudi meni zdi, da vsi o tem govorijo drugače, zato pač tudi jaz točno jih nisem vedela, tako da hvala za odgovor. Po moje drugače govorijo, zato ker ima vsak drugačno izkušnjo in tudi pač vsak drugače doživlja seks med nosečnostjo. A veš, enim sploh ne paše, enim paše, eni so imeli, ne vem, mogoče lahko, kot sem rekla, na začetku nosečnosti malo ali tveganje, ali kakšne krvavitve, pa so dobili strani ginekologa, pa če raj ne, pa so naprej rekli, raj ne, jaz sem imela to pa to, ali pa sploh ne razložijo, zakaj so dobili na svet raj ne, sam pač naprej rečejo prijateljci raj ne. Ampak ja, take stvari je zmer dobro preveriti pri zdravniku, ampak da bi bilo pa tako prepovedan, zato ker si noseča seksati, pa ne. Ni zdaj sem pa noseča, pa ne smem seksati. Tako da ja. Še zadnje vprašanje imava in to je, a je normalno, da po večjih letih še vedno odkrivaš nove stvari o sebi, svojih željah in odnosu do seksa? Ker imam občutek, da sem pri 30-ih šele res začela razumeti, kaj mi paše. Ja, je normalno, ja, itak. Pač to odkrivaš, po moje, da skoraj ne bi rekla celo življenje, ampak ja, pač res. Vedno lahko odkriješ kaj novega, to je čisto normalno, tudi če šele pri 30-ih ali pa 40-ih ali pa tudi kasneje. Pač vsak ima to drugače in to je pač res normalno. Meni se zdi od sploh 30 taka leta, mislim,
Itak traja, da se ti že tako, kot človek malo izoblikuješ, pa sploh pogruntaš, kaj ti sede, pa kaj ne. Sploh je toliko, ne vem, tabuja okrog tega, eni, ne vem, se sploh ne dotikajo, ne masturbirajo in se mi zdi, da pač 30 so res taka leta ali pa okrog 30, eni prej, eni kasneje tudi, da pač ti se sprostiš okoli te tematike, da malo imaš že nekih, recimo, izkušenj v spolnosti, da si mogoče malo več upaš, probati kakšne stvari, da končno pogledaš se v ogledalo med noge in tako, ne. Tako da ja, eni prej, eni kasneje, ampak ja se mi zdi, da ni zdaj tako, da ti enkrat odkriješ eno default nastavitev svojega telesa in pol to žuleš cel življenje, ne. Pač toliko enih različnih stvari, ki jih lahko probaš, da... Ne vem, se mi zdi tudi, recimo, če ne vem, pri 20 ti nekaj paše, pa recimo odkriješ pri 30, da ti pa nekaj čist drugega. Ja. Pa se lahko tudi to spremeni. Lahko se spreminja, lahko se dodaja, lahko se kakorkoli. Tudi recimo, če menjavaš, če pač imaš nekaj časa enega partnerja, pa imaš pol drugega, pa ti ta drug, ne vem, predstav še kakšne druge stvari, lahko so to kakšne fantazije, lahko so to, ne vem, kakšni položaji, kakorkoli, pač ideje, a ne, itak pač zmer s soglasjem. Tako, se mi zdi, da je tudi pač dosti odvisen, kdaj začneš odkrivati, s kom začneš odkrivati, koliko si prej upal, a ne. Ja, ampak nikoli pa ni prepozen za odkrivati nove stvari. Tako, to si zelo lepo rekla. Jaz mislim, da je super ena taka misel za konc. Odlično. To bo za danes to. Najlepša hvala vsem, ki ste nama poslali vprašanja. Ne pozabite na to, da nama vedno lahko pošljete svoje čist anonimno vprašanje na link v opisu videa, lahko pa tudi na socialna omrežja ali pa na mail. Kakor hočete, v glavnem vsa vprašanja ostanejo 100% anonimna. Drugače pa ja, seveda, če vam je bil video všeč, mu dajte en like, naročite se na naš kanal in pa ne pozabite si vklopiti obvestil, da ne boste zamudili naslednje epizode. Hvala še enkrat vsem, ki ste gledali in se vidimo naslednjič.